GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML-jevci. V šolski radijski studio zelo radi povabimo nekdanje gimnazijce, ki nam v pogovoru razkrijajo svoje zanimive in življenjske izkušnje. Tako vsak mesec z njihovo pomočjo raziščemo drugo področje. Tokrat nas je obiskala nekdanja gimnazijka, ki je zdaj poslanka Državnega zbora, to je Sara Žibrat. Pozdravljeni. Zdravo. Sara Žibrat je poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, podpredsednica stranke Gibanje Svoboda ter predsednica odbora za kulturo. Po izobrazbi je anglistka in slovenistka, ki se je pred politično potjo uveljavila kot prevajalka, kulturna ustvarjalka in članica filmskega društva Plan 9. Z gostjo se bom pogovarjala Emilija Šebek. Gospa Žibrat, ste Ljutomerčanka. Je bilo samoumevno, da boste srednjošolsko izobraževanje nadaljevali na Ljutomerski gimnaziji ali ste se odločali med srednjimi šolami? Ne, mislim, da je bilo vedno jasno, da grem na Ljutomersko gimnazijo, ker je veljala za najboljšo in verjamem, da še v regiji. Poleg tega nisem še bila čist prepričana, kaj bom študirala naprej in gimnazija ti nekako kupi ta dodatna 4 leta, da se odločiš za nadaljevanje. Pa v bistvu sem doma 5 minut peš od gimnazije, tako da tudi to je bil super privilegij, da si lahko malo dlje spal. Je bilo mogoče kakšno mnenje bivših srednješolcev, da vas je še bolj pritegnilo k Ljutomerski gimnaziji? Ja, moram reči, da je tudi večina sošolcev iz osnovne šole se odločilo za Ljutomersko gimnazijo, pač seveda, ker smo bili zelo blizu in je bila praktična, pa nekako je veljalo, da vsi tisti, ki smo se dobro učili, da logično gremo v Ljutomersko gimnazijo, ki zagotavlja največ priložnosti in res, tu je bil evropski program, številni izvenšolski programi, ki so ti omogočali neko dodatno izvenšolsko izobraževanje, kot recimo debata in vse to res moram reči, da mi je pripomoglo tudi v nadaljevanju življenja. Torej, vaša razredničarka je bila Suzana Ravter. Kakšne spomine imate na srednješolska leta, sošolce in razredničarko? Zdaj moram prav malo poštudirati. Glede Suzane imam samo dobro mnenje. Mislim, da mi je bila bolj všeč kot razredničarka, mogoče kot pri zgodovini, ker zgodovine nikoli nisem marala preveč piflarije. Ampak ona je bila vedno fair, sproščena, pač razumela je, da smo najstniki, ki nas malo razganja, tako da nikoli nismo bili v nekem konfliktu. Na sošolce pa imam tudi v bistvu lepše spomine, no, seveda smo se kaj skregali, ampak smo bili kar povezani, ker smo imeli ta evropski program, smo hodili na izmenjave in se še danes kdaj s katerimi srečamo, no. Bi mogoče delili z nami kakšno izkušnjo iz ekskurzij, ki ste jih že prej omenili? Ja, najbolj zabavna je bila izmenjava s Španijo, s tem, da smo mi šli v eno provinco poleg Maroka, torej smo bili že na afriški celini in tam je bilo. Enkrat smo lahko izbirali med športnimi aktivnostmi na morju in jaz ne vem, zakaj me je Lara, sošolka, prepričala, da gremo surfat. To je bilo zelo porazno in na koncu so mogli s čolnom priti po mene, ker me je seveda odneslo morje ven in ja, je bila kar zanimivo, tragična izkušnja. Torej, kot ste omenili, ste bili v evropskem oddelku. Program je med drugim izpostavil medpredmetno povezovanje. Poudarjena je bila vloga povezovanja maternega jezika s tujimi jeziki. Vse to so podkrepile tudi ekskurzije, kot že prej povedano. Je bogato dogajanje kaj vplivalo na izbiro vaše študijske poti? V bistvu sem se na koncu odločala med jeziki in pa glasbo in izbrala jezike. Definitivno je ne samo evropski program, ampak tudi debata in nasplošno moj interes za jezike pomagal. Tudi ko sem izbrala drugi jezik francoščine, smo šli na izlet v Pariz, tako da v srednji šoli sem res ogromno potovala in ja, ugotovila, da so
tuji jeziki ti nekako odprejo to možnost mednarodnega sodelovanja. Prav tako pa, ko se učiš jezike, v bistvu imaš nekako največjo splošno razgledanost, ker se učiš besedišča preko različnih člankov in na nek način tudi spremljaš neke družbene teme, politiko in mogoče je tudi vse to vplivalo na koncu na moje nadaljne odločitve v življenju. Magistrirali ste iz anglistike in slovenistike. Kako to, da ste se potem vseeno odločili za anglistiko in slovenistiko, ker ste prej omenili francoščino? Ja, francoščina je zelo, zelo težek jezik. Seveda nismo imeli nobenega predznanja, ko smo prišli v srednjo šolo. Moram reči, da sem vedno uživala pri francoščini, ampak mislim, da nikoli nismo prišli res na tisto, vsaj jaz sama nisem prišla na tisto stopnjo, da bi lahko res sproščeno govorila, ker je jezik zelo hiter in tisto branje, pisanje še ti gre, ko imaš čas, da bi pa res začel uporabljati jezik, pa ne, ker tudi, ko gledaš televizijo, poslušaš glasbo, mogoče ni toliko stika z francoskim jezikom. Je pa moja sošolka Anja se potem odločila za nadaljevanje francoščine in je sedaj v Parizu, dela na ambasadi, tako da se da, no. Ker pa smo srednješolci, nas zanima tudi študij. Kako pa je potekal vaš študij in študijska leta? Študijska leta so poleg gimnazije tudi ena lepših let, ker dobiš v bistvu malo več samostojnosti. Čeprav zdaj se je tudi pri študiju malo zaostrila ta prisotnost, ampak vseeno lahko malo izbiraš, kaj boš počel. Tudi če moraš biti recimo prisoten na kakšnih predavanjih in že znaš oceniti, da ne boš kaj dosti odnesel od tega, lahko pač bereš neko knjigo, ki jo moraš prebrati ali pa pišeš seminarsko, da si lahko zelo prilagajaš sebi. Je pa bil študij podobno intenziven, bi rekla, kot gimnazija. Jaz sem se res učila, imela tudi dober rezultat, ker mi je vedno pač se zanimivo učiti. Tisto, kar me zanima, si rada preberem in mi ni odveč. Tako da je bila neka kombinacija teh brezskrbnih študentskih let in pa intenzivnega učenja. Že v času študija ste veliko potovali. V sklopu Erasmus Plus ste študirali v Pragi, delovne počitnice pa ste preživeli na Novi Zelandiji. Kaj to vrstna potovanja prinesejo mlademu človeku? Jaz polagam vsakemu na srce, da naj izkoristi čim več teh možnosti mednarodnega sodelovanja, študija, potovanja. Kar se tiče prakse v Pragi, je bila zelo dobra izkušnja, ker moraš pol leta praktično živeti sam, preseliš se v nek nov kraj in kar se tiče prakse, ni isto kot izmenjava, se pravi, ne dobiš sošolcev, s katerimi študiraš, ampak jaz sem recimo učila študente slavistike na Univerzi v Pragi, slovenskega jezika, imeli smo pač ure pogovora v slovenščini, potem sem tudi se učila malo češčine, tako da mogoče ne dobiš tega stika z novimi prijatelji, ampak jih moraš poiskati in definitivno je to, da se znajdeš v novem okolju, ena pozitivna osebna izkušnja. Kar se tiče Nove Zelandije, je pa tudi ena boljših izkušenj, to je pa v bistvu, to ni bil nek študij, ampak sem si vzela to eno leto pavze po diplomi, ker sem želela iti v neko okolje, kjer govorijo angleški jezik in šlo je v bistvu za delovne počitnice. Ja, se pravi, sem opravljala počitniška dela, kot je nabiranje grozdja, borovnic, ampak ob vsem tem sem pa bila cel čas prisiljena govoriti angleško in ko se spomnim, da sem se vrnila domov na zaključni izpit v angleščini in so me prav pohvalili, da govorim tekoče angleško in je definitivno tisto pripomoglo tudi k mojemu znanju in uporabi jezika. Kaj pa potovanja sedaj, ko ste že odrasli? Kaj so vaše želje, pričakovanja? Jaz vedno potujem, ampak rada potujem v zasedbi, pač da si sama uredim celotno potovanje, torej nikoli z neko potovalno agencijo in probam se čim bolj
izogibati nekim hotelom ali pa nekim najbolj turističnim krajem, ker tako lahko vedno spoznaš res kulturo. Vedno mi je zanimivo, recimo namesto taksija iti na javni prevoz, to je vedno zanimiva izkušnja in ponavadi izberem kakšne eksotične kraje, ja, tako da najboljše je, če obstaja kakšna možnost za snorklanje, torej kakšni koralni grebeni ali pa gore, no. Morje in gore, to sta moja strast. To, kar ste sedaj opisali, so verjetno sanje vsakega srednješolca. Mogoče kakšna izkušnja, ki bi nas še bolj pritegnila k takšnemu stilu potovanja? Ja, ravno ti javni prevozi, recimo, ko greš na vlak ali pa na nek natrpan avtobus, se zgodi, da potuješ tudi s kakšno kuro, navežeš v bistvu si na nek način ti ona atrakcija na avtobusu, kot bel človek, recimo na Zanzibarju, in si zelo zanimiv tudi za male otroke. To je ena taka pozitivna izkušnja, no, potovanje z javnim prevozom v tujini. Vaša karierna pot pa se je zdaj že zelo razgibala. Poprijeli ste za marsikatero delo, od prevajanja in inštruiranja do oglaševanja in filmske produkcije. Katero od teh del vam je bilo najbolj zanimivo in vam je omogočalo, da ste lahko izrazili svojo kreativnost? Definitivno filmska produkcija, pač v okviru filmskega društva Plan 9. Tam je možnost kreativnega sodelovanja ne samo pri pisanju scenarija, ampak tudi, da izbereš lokacijo, da malo vadiš s svojimi soigralci, kako bi zdaj ta prizor izgledal. Na koncu pa tudi v bistvu ti omogoča, da pripraviš neko filmsko glasbo, filmsko podlago, kar je, glede na to, da sem igrala tudi klavir, neka dodatna možnost, da se kreativno izraziš. Pa uporabljate glasbo, ker ste omenili, da igrate klavir. Še danes, mogoče tudi v zdajšnji službi, ali jo povežete z Planom 9? Žal ni več toliko časa, je pa res, da glasba je vedno z menoj, tako da vedno poslušam glasbo, iščem novo glasbo in seveda ob vsaki priložnosti grem na koncert, bodisi na orkester, pač simfonični orkester, ali pa na pač neko alternativno glasbo. Kdaj in kako pa je dozorela odločitev za vstop v slovensko politiko? Je ta ideja zorela že dlje časa ali je to prišlo samo tako iz dneva na noč? Ja, bilo je zelo spontano, nikoli nisem imela te želje oziroma sploh razmišljala o tem, ampak pač, ko so volitve, stranke iščejo kandidate, Svoboda je bila nova stranka in iz večjih krogov je bilo slišati moje ime, nekako so me videli drugi v tej vlogi, ker smo bili tudi lokalno tu malo aktivni pri protestih proti prejšnji vladi in v bistvu sem na začetku rekla ne, pa potem še enkrat ne, ker mi je res bilo nepredstavljivo, da bi kar menjala, če se slučajno zgodi, da kar res menjaš življenje. Potem sem pa vseeno podpisala tisto kandidatno pač prijavni obrazec in moram reči, da se verjetno nisem zavedala, kaj se bo zgodilo, da je bilo to bolj tak, no saj pa dajte moje ime gor tam na tisto listo. Ampak moram reči, da mi ni žal, da dejansko mi je ta služba trenutno všečna. Danes ste poslanka, predsednica odbora za kulturo in podpredsednica stranke. Kako usklajujete vse te vloge in katera je najzahtevnejša? Zelo odvisno. Rekla bi, da je najzahtevnejše biti predsednica odbora. To pomeni, da si ti tista zadnja avtoriteta, ki moraš zagotoviti, da je vse v zakonu, ki ga sprejemamo, prav. Ti si tisti, ki ima stik s vsemi civilnimi organizacijami, institucijami. Vsi, ki imajo pripombe, v bistvu se na nek način obrnejo na koncu na tebe. Ti imaš še tisto možnost,
da uskladiš z ministrstvom, katere pripombe so relevantne, če še kje kaj v zakonu popravimo. In to je res mogoče najbolj stresno, ker moraš res prebrati vsaki zakonski predlog, se sestati z ogromno interesenti in se naučiti sfiltrirati, kaj je zdaj res tisto ključno in kaj ne. In ponavadi ima vsak zakon seveda neko ozadje, svoje interese in je res ena taka raziskovalna naloga pri vsakem zakonu. In ja, pač čutiš bolj to odgovornost, če si predsednik ali pa če si samo član odbora, ki lahko daje pripombe. Kakšen odnos pa imate do medijev in objav v družbenih omrežjih, ko pišejo ali poročajo o vas? Veliko političnih tem in napetosti se namreč prenaša ali stopnjuje v medijih. Vas zelo prizadenejo te objave ali jih niti ne spremljate in se ne odzivate na nje? Načeloma nekih negativnih objav strani določenih medijev, kjer pač veš, da so neki interesi drugačni, zatem ne spremljam in se ne obremenjujem s tem, niti se ne odzivam, razen če bi res bilo potreba, ker iskreno niti nimam časa za to, da bi se obremenjevala, kaj šele z negativnimi komentarji na socialnih omrežjih. Tam mislim, da več pove komentar o osebi, ki ga piše, kot pa o meni. Tako da, kar se tiče pa res tistih resnih medijev, če pač poročajo kritično, se mi zdi prav, da se ta kritika prebere, ovrednoti in če je relevantno, da se pač tega zavedaš, prilagodiš. In mislim, da mediji imajo, govorimo o resnih medijih, imajo res pomembno vlogo v družbi in je potrebno imeti dober odnos z njimi. Razumeti, da so tam zato, da kritizirajo, ne da te bodo samo hvalili. Prej ste omenili čas, seveda za človeka služba ni vse življenje. Kaj pa delate v prostem času? Moram reči, da v tej funkciji res se zabriše meja med prostim časom in službo, ker mi nimamo normalnega delovnika, pač sestanki pridejo iz danes na jutri, tudi se izredne, če so sklicane, pač urnika dobesedno ne veš skoraj 2 dni naprej. Potem imaš še ogromno nekih proslav, dogodkov, na katere te vabijo, ki so tudi ob vikendih. Zato v prostem času, ko imam res prost čas, rada grem ali na kak dogodek s prijatelji na kavo v gore, na potovanja, če res vem, da so neki državni prazniki in mi ne bo zvonil telefon. Opažam pa, da zadnje čase rada pozabljam, očitno namerno tudi pozabim kdaj telefon doma, ko grem kam, zato da res potem ne štrckam po njem, pa da me noben ne kliče. Pri svojem delu se soočate s številnimi izzivi. Kaj bi rekli, na katerem področju svojega delovanja ste s svojim delom pripomogli k izboljšanju njegovega stanja? Mogoče bi pač kar sem bila res sama vključena, bi izpostavila zdaj 2 zakona, ki še sicer nista sprejeta, sta v obravnavi. Zakon o psihoterapiji, ki se pač tiče duševnega zdravja. Vemo, da tudi mladi so predvsem obremenjeni s tem. Tam poskusim pomagati, da bo sedanji predlog čim bolj strokoven, da se upošteva tako zdravniška stroka, kot pač potreba po neki psihoterapiji v smislu naslavljanja duševnih stisk, neduševnih motenj. Potem je pa tudi zakon o konoplji, tega v bistvu pripravljam praktično sama s pomočjo pravnikov. Zdaj najprej imamo medicinsko konopljo, pri čemer si želimo, da bi konoplja postala čim bolj podobna ostalim zdravilom, da ne bo nekih omejitev, ker se mi zdi nesprejemljivo, da recimo naše babice, dedki kupujejo, ki imajo raka, recimo, da kupujejo konopljo na črnem trgu. Mislim, da konoplja ne bi smela biti več taka stigma. Podatki, koliko uporabe na črnem trgu, so grozoviti in mislim, da si je potrebno nehati zatiskati oči. Tudi podatki kažejo, sicer to so neformalni, ker gre za črni trg, ampak da bi naj kar 70% ljudi, ki kupijo konopljo na črnem trgu, bilo
bolnikov, torej da to delajo zaradi zdravstvenega stanja in mislim, da je potrebno poskrbeti za te ljudi. Ustanovili ste tudi klub mladih poslancev. Kaj je bil povod in cilj te pobude? To je pa bila ideja moje kolegice, tudi iz stranke Svoboda, najmlajše poslanke. In sicer smo ugotovili, da nas je kar 5 izvoljenih poslancev, ki smo bili za časa ustanovitve novega sklica državnega zbora stari manj kot 30 let. Tako da smo na njeno pobudo ustanovili ta klub, ker smo želeli, da bi se nekako o mladinskih politikah odločali na nestrankarski ravni, torej da se ne bi kregali med opozicijo in koalicijo. In tako smo pač pripravili tudi nekaj zakonskih sprememb skupaj, torej ne glede na to, iz katere stranke smo. Hodimo tudi na kakšne terenske seje, se sestajamo z mladinskimi organizacijami v državnem zboru, tako da zagotovo so neke pozitivne koristi, vsaj to, da nismo tako polarizirani, ko pride do tem, ki se tičejo mladih. Kaj pa bi rekli tistim, ki menijo, da se politika mladih ne tiče? Kako jih nagovoriti, da postanejo aktivni državljani? Ja, mladi se mogoče premalo zavedajo, da je politika pač tista, ki odloča o tem, kako bodo živeli, in mladi bomo na tem svetu najdlje, tako da je še kako pomembno, da imamo besedo pri oblikovanju zakonodaje. Recimo zelo relevantna zdaj, kar se še vi mogoče ne zavedate, je stanovanjska politika, ampak ko boste šli enkrat študirati, boste ugotovili, da je stanovanjska politika res pomembno vprašanje. In ja, zagotovo zdaj politične teme vse niso zanimive, je pa jih veliko, ki se tiče mladih, in jaz mislim, da bi vsak moral najti neko svojo temo, ki ga zanima, ker tudi delamo poslanci. Jaz se ne ukvarjam s finančnimi zakoni, ker nimam pojma, ampak si izbereš neke vsebine, ki te zanimajo, kot je duševno zdravje, stanovanja, torej kultura, tudi šport. In mislim, da če se osredotočiš na eno področje, ki te zanima, ugotoviš, kaj bi si želel, kaj bi želel spremeniti, se lahko aktivno vključiš v politiko. Vsaka stranka načeloma ima tudi svoj podmladek. Mi recimo v Svobodi imamo podmladek, kjer ne zahtevamo, da se člani vključijo v stranko, torej da postanejo člani in da se mogoče prehitro ožigosajo z nekim strankarskim imenom, ampak da so lahko kot neki člani podmladkane stranke aktivni, organizirajo okrogle mize, imamo tudi podcaste, se mogoče vključijo v nek posamezen del pri stranki, kot je tudi PR, oglaševanje, aktivnosti na terenu, in v bistvu je kar zanimivo. Kako pa mogoče s vključevanjem mladih v politiko, kako pa reagirajo starejše generacije in kaj imate povedati njim? Jaz moram reči, da vsaj v okviru naše poslanske skupine in tudi stranke nas zelo cenijo, vidijo, da smo sposobni, da imamo energijo in voljo, da nam lahko tudi predajo neke pomembnejše naloge. To se je pokazalo s tem, da so me postavili za podpredsednico stranke, kar je zelo pomembna vloga, tudi predsednico odbora. Sedaj smo dobili tudi v stranki generalnega sekretarja, kar je zelo pomembna funkcija, ki je še mlajši od mene. In mladi imamo res veliko odgovornosti, in se mi zdi, da ni nekega rivalstva med nami, da ni tega, da zdaj starejši so pa izkušeni mački in samo njihova beseda je ta prava, ker ni. Ker tudi oni morajo razumeti, da so nekateri naši pogledi, ki so bolj odprti, inovativni, zelo pomembni. Aktivni ste tudi v lokalnem okolju, ste članica filmskega društva Plan 9 in sodelujete z Grossmanovim festivalom. Vse to priča o močni navezanosti na umetnost. Kaj vam pomeni film kot medij in umetnost?
Film je definitivno en izmed bolj zabavnih medijev v umetnosti, ker je privlačen, se mi zdi ravno najboljši medij, da preneseš neko družbeno kritiko, da odpreš neko družbeno vprašanje. Seveda je tudi gledališče zanimivo, ampak ni tako popularno. Film je predvsem zanimiv, ker imaš ne samo vizualno umetnost, ampak tudi glasbo, tako da nekako združuje vse tisto, kar je tudi mogoče sedaj v politiki, tudi javno nastopanje, kar ti pomaga, no, nekako tudi v življenju. In definitivno, če želiš neko močno sporočilo prenesti v umetnosti, je oblika filma najboljši medij za moje pojme. Pa da se dotaknemo še malo glasbe. Kaj pa menite o glasbi kot medij in umetnost? Mene definitivno nagovarja in dostikrat je glasba tista, ki jo težko ubesediš. V bistvu se vsakega dotakne na nek drug način. In ravno zato je včasih z glasbo lažje kaj izraziti, kot pa z besedami, sploh čustva. Mene vedno nagovarja, vedno sem bolj čustvena mogoče kot kdo drug, in nagovarjajo me razne oblike, od klasične glasbe do alternativne, tudi pop. V vaši uradni predstavitvi lahko preberemo misel: podajati kritiko je lažje, kakor poskusiti odpraviti vzrok in tvegati neuspeh. Kako vas ta misel vodi pri vašem delu? Vidim, da ste naredili dober research. Ja, ravno to je mogoče dobra misel za vstop v politiko, ker pogosto radi samo kritiziramo stvari, pričakujemo, da tisti, ki vodijo državo, da bodo zdaj kar imeli vse rešitve, ampak jaz mislim, da je boljše, da se vsaj poskusiš angažirati in ti morda ne uspe in potem lahko se vrneš pa rečeš: jaz sem vsaj probal, vi pa še vedno sedite tu in samo kritizirate. Dajte še vi probati, pa pol pridite nazaj pa povejte, je res tako lahko, no. Že prej ste omenili nekaj dobre kritike. Kako vi mislite, da bi mogla dobra kritika izgledati in kako bi jo vi sestavili? Namen kritike je, da ne da za moje pojme užališ človeka, ampak da mu res, da ga nekako usmeriš. Se pravi, da najdeš, mogoče najprej najdeš nekaj, kar je pohvalnega, da mu ne vzameš seveda volje, da sploh še nadaljuje s svojim delom, potem pa pač pokritiziraš tisto, kar še manjka, oziroma usmeriš človeka v kar se tebi zdi, da bi še bilo potrebno narediti oziroma narediti drugače. Žal pač opažam, da je pogosto trenutno kritika bolj usmerjena v neke žalitve, kot pa v neko konstruktivno pripombo. In pravim, zdaj, če bi se res preveč obremenjeval, bral te nekonstruktivne kritike, ti verjetno kot človeku res vzame vse voljo, no. Tako da jaz mislim, da vsaka kritika mora vsebovati tudi del neke pohvale, ker vsi smo pač socialna bitja, vsi smo samo ljudje, nismo roboti in vsaka kritika pač malo tudi prizadene, no. Da se dotaknemo še malo psihologije. Katere osebne vrednote vas najbolj vodijo pri delovanju in odločanju? Najprej zagotovo vztrajnost, pač ne smeš obupati, ko se ti zdi, da ker pri vsakem zakonu je tako, vsak, ki pride k tebi na sestanek, vidi samo, kar je slabo, ti pove samo, kar je slabo, in imaš pač veliko teh deležnikov z veliko svojimi pripombami in ne smeš nikoli tega vzeti kot to je pa res samo slabo, to je za v koš, ampak se res naučiti, kaj je zdaj tisto, kar je pomembno in kje lahko najdeš še možnosti za izboljšave. Tako da vztrajnost, trda koža, no, da res ne postaneš čustven, ko dobivaš te kritike, in pa
še vseeno neka empatija, se mi zdi, da pa moraš pokazati neko sočutje do tistega, ki pride k tebi na sestanek, ker če dobi občutek, da nisi tam zanj, zato da mu pomagaš, potem nekako izgubimo to zaupanje v politiko. Kakšne načrte pa imate za bližnjo oziroma daljno prihodnost? Bo politična kariera tudi v prihodnje vaša prioriteta? Ja, vse tako zgleda, s vsemi temi funkcijami, da bom verjetno res morala nadaljevati še na naslednjih volitvah. Sem pa rekla, da tako, odločila se bom, če grem še enkrat kandidirati glede na pretekle dosežke in to, kar bo še mogoče ostalo odprto in bi me zanimalo, da zaključim. Sama pa menim, da bi verjetno vsi morali nekako zaključiti pri drugem mandatu. 2 mandata mislim, da sta dovolj, da daš vse od sebe, potem pa mogoče že čas, da prepustiš to mesto še komu drugemu. Fajn bi bilo, če bi lahko vsi dobili to izkušnjo, da bi res vedeli, kako funkcionira naša država, prispevali nek svoj delček v to ureditev, ker nekako ne podpiram te ideje, da si večni politik, ker to, da si zdaj izkušen maček, jaz mislim, da se vsak lahko priuči te veščine, če je res zagnan, če mu je v interesu, da dela dobro za ljudi, ne rabiš nekih izobraževanj iz retorike in tako naprej, ker vse to te nekako odmika od ljudi in dela nepristnega. In jaz recimo se nisem nikoli odločila za neke politične usposabljanja, izobraževanja, ker se mi zdi, da več, če si naraven, če delaš za ljudi, bodo ljudje to prepoznali in ne rabiš postati oni tipični politik v kravati. Za na konec še mogoče kakšen nasvet, kakšna misel za vse naše poslušalce? Jaz vam polagam na srce, da izkoristite vse možnosti, ki so vam dane v gimnaziji, tudi izvenšolske, da se ne obremenjujete tako s predmeti, ki vam ne grejo, ampak se fokusirate na tisto, kar vam gre. Čim bolj spremljajte, kar se dogaja v družbi, ker je pomembno, ni samo tisto, kar vas bojo naučili učbeniki, ampak tudi tisto, kar se dogaja okrog vas, ste del družbe, vključite se v oblikovanje tega, kako boste živeli in potem mislim, da boste uspeli. Prispeli smo torej do konca pogovora. Gospa Žibrat, zahvaljujem se vam za obisk in čas, ki ste nam ga namenili. Še naprej vam želim veliko ustvarjalnih idej, s katerimi se boste uspešno soočali z izzivi. Najlepša hvala tudi vam za vabilo in vsem želim lepe počitnice. Drage poslušalke in dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas v nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.